Hvala lepa za besedo in za zanimiv vrstni red, kot ste dejali. Ne bom govoril o Brexitu, čeprav mislim, da nas bo glava bolela vse, tiste, ki bodo ostali zunaj Evropske unije, kot tisti, ki bomo bili v Evropski uniji, pa o tem drugič, ker v 2018 še ne bi bilo prehudih finančnih posledic. Je pa to, kar je bilo sedaj rečeno, želim samo poudariti isto, ta problem številnih kriz, ki obdajajo tako Evropsko unijo in pa tudi seveda kmetijski sektor znotraj Evropske unije. Naj samo podkrepim, ko je bila omenjena zmrzav, tudi Slovenija je letos že drugo leto zapored doživela popolno katastrofo, sam sem tudi sadjar, imam 3 hektarje jabolk in namesto, da bi imel, ne vem, 150 ton jabolk, bo mogoče 10-15 ton jabolk že drugo leto zapovrstjo. In ko ste govorili o odzivnosti in pa o teh ukrepih za zavarovanje in podobno, mislim, da je prav, da se res zelo resno lotimo te zadeve, kajti v naši deželi je stopnja tudi za subvencije zavarovanja relativno nizka, zato je majhen delež teh površin zavarovanih. Po drugi strani, ko pa govorimo o hitrosti, pa naj samo ponazorim, da je Slovenija lansko leto sprejela interventni zakon, ki ga še doslej ni realizirala in se še za lansko leto niso izplačale odškodnine, tako da niti niso zavarovali sadjarji predelka, ker niso imeli od kod pravzaprav plačati, ker so bili že celo leto brez prihodka. Tako da želim poudariti resnično, bodimo pozorni na denar, ki je potreben za evropsko kmetijsko politiko, dajmo večji poudarek risk managementu, se pravi upravljanju s tveganji, tako z temi tveganji, ki nastajajo na trgih, predvsem pa vodimo aktivno politiko v boju proti klimatskim spremembam in pa ta hitrost je neminovna, sicer bodo evropski, pa govorim zdaj predvsem slovenskih kmetih, sadjarjih, zelenjadarjih, vinogradnikih, mnogi morali opustiti to dejavnost, ker enostavno ne bodo preživeli.